Poglejmo zanimivost, ki jo lahko najdete tukaj na tej res preditvi, ki predstavlja turistično in ostalo ponudbo Slovenije. Naš gost bo danes Peter Špiler. Peter Špiler je tudi avtor etno-art razstavnega dela, to je tehle zanimivih stolov, in seveda tudi lastnik, kot pravi, kmetijsko-umetnostnega turizma. Dober dan želim, gospod Peter Špiler. Živijo. Prav je, da predstavlja ljudem, ker pišete etno-art, Špiler, kmetijstvo, umetnost in turizem. In Kostanjek je pa kraj. Povejva točno, kaj to pomeni vse? To pomeni sinergijo med kmetijstvom, turizmom in umetnostjo. No, pa pejva po vrsti, umetnost najprej rešiva. Umetnost, trenutni projekt je avtorski umetniški stoli znanih slovenskih avtorjev, do zdaj samo slovenskih, ampak širimo to tudi na jugovzhodno Evropo, to se pravi države bivše Jugoslavije. Tako da bo naš plan je 100 stolov, zdaj jih imamo nekaj okoli 30. In kje te stole lahko ljudje vidijo? To lahko vidijo v naši galeriji sodobne umetnosti v Kostanjku, to se pravi, to je občina Krško, blizu Zdol. Zelo lepo ste to povedal. Ja. No, zdaj pa pejva še ta spodnji napis obrazloži, tudi ta je zelo pomemben. Turizem, zelo pomemben. To je izpostavil bi pot duš in prijateljstva, ta pohodniški turizem, ki ima veliko perspektivo v naslednjih 10 letih. Mislimo, da bo postal glavna atrakcija slovenskega turizma. To se pravi, pohodništvo stavimo na pohodništvo, to se pravi, imamo pot duš in prijateljstvo. To je okoli naše kmetije in še malo dalj proti Kozjanskem. A je to tudi nekoliko podobno tistemu pohodništvu, kot ga imajo Španci? Camino, ja, tudi Camino. Razmišljamo tudi o tem. To je pa tudi en krak poti, ki bi potekal, štart bi bil pri nas, potem bi šli na, to se pravi, tako imenovano slovensko Jakobovo pot proti Štajerski, Žičami, to se pravi Kostanjek, Brestanica, Reichenburg, Marija Loška, to je bazilika čudovita, potem Jurklošter, to Jurklošter poznamo, in naprej do Žič. To je pa neka moja vizija za bodoče. Dajva še na kratko v pari stavkih predstaviti vašo kmetijo. Kaj ljudje lahko pričakujejo tam? Lahko tudi prebivajo tam, če pridejo k vam na obisk ali ne? Najpomembnejše naše poslanstvo je ekološka kmetija. In sicer sadjarska in vinogradniška. Danes predstavljamo tlele vidovo rdeče vino, gospod ga bo probal. To je vino z ekološkega grozdja in brez dodanega žvepla, pobrano, ročno prebrano, nargoleptično bi rekel, je to prebrano, kar pomeni, da je grozdje popolnoma zdravo in zato tudi celoten pridelek prodamo na prvih drožeh. To se pravi, drože so tista glavna sestavina, ki ščiti vino, ne pa žveplo. Razumem. No in za zaključek povejva, kaj je dodatek ob vinu, imate še nekaj, sem videl tam, imate tudi nekaj hrane. Naš produkt je krško-poljski pršič, mi imamo zadrugo, kjer zadružnik redi edino avtohtono pasmo prašiča, to je krško-poljski pršič. In ne smem pozabiti kozjansko pomembno jed korejevc. To je pa 3 vrste korenja, 3 vrste fižola in 3 vrste čebule. In to je posebna hrana? Posebna, to je v obliki enolončnice. Enolončnice. Bogata enolončnica. Aha. In za zaključek, jaz vas poznam kot poslovneža. In zdaj vas poznam kot vinogradnika, kmeta, turističnega ustvarjalca. Kako ste to preskočili? To pa morate povedati ljudem, da vejo. Ja, veš kaj je, doma so starši umrli, kmetija je ostala, takrat je pa tudi se začela ta divja privatizacija. Vodil sem podjetje, ki je imelo to vizijo
vizijo, da se v lastnini, jaz pa nisem hotel biti zraven. No in zaključimo z povabilom Etno Art Špiler, kmetijstvo, umetnost in turizem, Kostanjek vas pričakuje, je tako? Tako, tako. In so dobrodošli. Ja, zelo sem vesel vsakega gosta. Tako danes le na sejmu. Hvala lepa. Ja, hvala ti, Janez. Ja.